Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live, pravzaprav prvi v mesecu maju. Za nami so prazniki, mnogi ste jih izkoristili tudi za kakšen aktiven oddih, no najverjetneje tudi tiste dame, ki se nam boste 31. maja pridružile na tradicionalnem DM-ovem teku za ženske. 19. zapored je že ta tek in to samo kaže na to, kako lepo gibanje smo ustvarili skupaj. Seveda vemo, da tukaj ne gre samo za tek, ampak za en kup spremljevalnih dejavnosti in aktivnosti, ki nam polepšajo ta dan. Tek je že, bom rekla, tudi tradicionalno razprodan in to že kar nekaj časa. Letos res beležimo rekordno število zanimanja, ampak dobra novica je, da smo 2 štartnini vendarle prihranili in to za vse tiste, ki nas danes spremljate v oddaji DM Live. Tako da seveda držim pesti za vse vas. Nagrajenki boste objavljeni do četrtka, tako na DM-ovi spletni strani, kot tudi preko e-maila boste dobili potrdilo, če ste torej vi bili tisti, ki ste bili izžrebani in izbrani. Držim pesti za vse vas, predvsem pa držim pesti za to, da se tudi na ta tek pridno pripravljate. Vemo, da je sama predpriprava zelo ključnega pomena, tudi v današnji oddaji DM Live bomo govorili o tem, kako lahko s prehranskimi dopolnili poskrbimo za dobro pripravo pred, med in po teku. Prav tako še vedno v mesecu maju potekajo tudi priprave na DM tek in to v 5 slovenskih mestih, Ljubljana, Koper, Ajdovščina, Kranj in Celje. Vsi četrtki do konca maja so torej rezervirani za te priprave, ki potekajo ob 17:30 in pa, če vas karkoli zanima, seveda vse podrobne informacije najdete na DM-ovi spletni strani. Kot že rečeno, tudi mi pa se danes v naši oddaji pripravljamo in nekako v obzir jemljemo tole tekaško tematiko, zato je v moji družbi, mislim, da bi si težko predstavljala bolj primerno gostjo, Nives Orešnik, živjo. Živjo, hvala za povabilo. Vedno z veseljem, tako kot sem rekla, mislim, da si idealna izbira, kajti vemo, da aktiven življenjski slog je nekaj, kar odlikuje tebe, potem te poznamo, tudi tisti, ki ne nazadnje trenirajo pri tebi, tisti, ki te spremljajo preko tvojih družabnih omrežij. In se mi zdi, da je pač pomembno, da ljudje komuniciramo iz prve roke, zato danes še toliko bolj pomembno. Klepetalnica je odprta, če imate kakršnokoli vprašanje. Nives, si pripravljena? Sem pripravljena. No, tako, seveda dobrodošli, da se nam oglasite. Nives, ti si že kdaj spremljala DM tek? Tako sem. Letos se prvič udeležujem. Super. Vedno je bilo maja, nekaj dopusti, pa drugi teki. Pa na vse hkrati ne moreš iti, da letos pa sem rezervirala datum in tudi pridem. Odlično. Veselimo se te. Naj ti povem, oziroma naj vam povem o tem, kako zelo priljubljen je DM tek in kaj se je že vse zgodilo v zadnjih 18 letih. Torej 77.428 tekačic se je že udeležilo tega teka. Zato pravim, to ni več tek za ženske, to je gibanje in veseli smo, da lahko tudi letos računamo na vašo udeležbo, predvsem pa na to, da se bomo imeli 31. maja. Fantastično, ena taka dobra energija, dobro vzdušje. Nives, se pocukava za rokav, mogoče kakšen delček odtečeva skupaj, čeprav imam občutek, da imaš ti kar malo prehiter tempo zame. Pa veš, da ne, to vsi pričakujejo, pa v bistvu ni res. Jaz tek jemljem kot eno tako sproščena aktivnost, druženje in DM tek se mi zdi, da je tudi en tak tek, ki spodbuja to, da se lahko vsak pridruži, da uživamo skupaj in da v bistvu preživimo en tak lep športen dan. Lepo si rekla, v bistvu vemo, da DM-ov tek v primaru ni zelo tekmovalno naravnan, seveda mislim, najde se tudi kakšna, ki malo potekmuje, če ne drugega sama sabo, ampak res gre predvsem za dogodek, s katerim želimo nekako ljudi spodbuditi k bolj zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu in glede na to, da letos poteka že 19. zapored s tako lepo udeležbo, mislim, da smo lahko kar ponosni. Sicer pa priprave, zelo pomembne. Danes bova res predstavili 5 vrhunskih izdelkov, ki jih boste lahko uporabili pred, med in po teku. Z njimi se bova vsakega lepo dotaknili, ga opisali, tudi povedali, kako ga uporabljate, kako ga vključiti potem tudi v svoje življenje po teku. Pa še dobra novica, 50-kratne točke, no, se danes predstavljene izdelke, kar pomeni zagotovo še ena dodatna plus točka, še ena dodatna kljukica.
o predhodni aktivaciji kuponov, seveda. Saj veste, vse te ugodnosti vam pripadajo, če boste odklikali v aplikaciji Moj DM pod kupon Center in tam seveda aktivirali kupone, ki že čakajo na vas, potem vam pripadajo vse te ugodnosti, tako v poslovalnicah DM s pomočjo QR kode, kot tudi, če boste nakupovali preko spleta v udobju vašega fotelja. Zdaj pa še enkrat res dobrodošli, čas je, da z Nives poprimeva, bika za roge, so meni rekli včasih doma, in da poveva, zakaj je dobro, da se opogumimo, da tečemo. Prej smo sicer že malo izza kamere govorili, da vseeno pri teku moramo biti tudi pozorni na nekaj stvari, da ne pride do poškodb, in tukaj absolutno nam verjetno pomagajo tudi prehranska dopolnila, predvsem pa redna vadba in poznavanje svojega telesa, tudi svojih omejitev. Tako. Ja? A sem prav povedala? Ja, odlično. Ja. Super. Ja, v bistvu same priprave so pomembne tako za vse, ki smo recimo boljše fizično pripravljeni, pa si želimo loviti nek rezultat, imamo izzive, smo mogoče malo tekmovalni, kot tudi za vse, ki se mogoče z tekom prvič srečujejo, mogoče sploh za njih priporočam, da še ujamejo te zadnje predpriprave oziroma zadnje priprave na tek, da jih slučajno ne preseneti kakšna neprijetna izkušnja prvega teka. Sicer pa je na DM teku, se mi zdi, en tak prostor za celotno družino, za vse vrste pripravljenosti, za vse različne posameznike, različne tempe, različne trase, tako da mislim, da lahko vsak najde nekaj zase. Spremljevalni program, tudi če ne moreš teči, pa se malo podružiš. Zaželeno pa je seveda, da če si zadamo v bistvu neke cilje ali pa če imamo neke želje, da si jih tudi uresničimo, saj zaradi tega bomo dobili tudi boljšo samozavest, pa veseli bomo. Vse je povezano. Nekaj narediti, pa da ti uspe, je v bistvu en tak nepopisen občutek, in to se mi zdi tudi nek tak čar teh organiziranih tekov, ker narediš nekaj, dokončaš nekaj, kar si se pripravljal in si ponosen nase. Ti veliko poudarjaš to, da se je pred vsako fizično aktivnostjo potrebno seveda ogreti, zelo dobro ogreti, da ne pride do poškodb, predvsem pa tudi zato, da mi lažje premagujemo zadane kilometre. In naj spomnim, da tudi na DM-ovem teku za ženske pred samim tekom organizirajo to ogrevanje, zato ga ne preskočiti, drage dame, pa še zabavno je, ponavadi malo ob zvokih dobre glasbe, vse skupaj steče še bolje in se tako človek pripravi na 5 ali pa 10 kilometrsko traso. Prehranska dopolnila, torej o tem bova danes govorili, kaj bi rekla, kako pomembno je, da jih uživamo poleg seveda rednih fizičnih priprav? Prehranska dopolnila so v bistvu ena taka naša prva pomoč ali pa podpora, kadar mogoče nismo najbolj vestni z uravnoteženo prehrano, kadar imamo kakšne prehranske posebnosti, mogoče kakšno skopo prehrano, ali pa dajemo telo v bistvu pod neko malo večjo obremenitev. Dajmo ne podcenjevati, mogoče recimo tudi lažjih tras za nekoga, ki je popoln začetnik. Jaz recimo zelo dosti delam z ženskami, pa z rekreativkami, pa tudi s takimi, ki mogoče več let že niso trenirale in se nič gibale. Za take lahko tudi sam začetek treninga, pa tudi krajše trase v bistvu lahko predstavljajo že nek napor. Tako da mogoče malo poskrbeti za neko preventivno podporo, zato da se izognemo ali kakim slabim občutkom, pa utrujenosti, pa preutrujenosti, pa mogoče kakim neljubim situacijam med samim tekom. Želimo si v bistvu čim lepšo izkušnjo. Se lahko v bistvu z različnimi prehranskimi dopolnili dobro pripravimo in podpremo in pa dosegamo mogoče tudi boljše rezultate, kot bi samo s prehrano. To je tudi za vse ambiciozne. Dodatna podpora lahko preseneti. Vsi smo se zdaj na nek način, če že ne v prvem delu tistega, kar je povedala Nives, pa vsaj v tistem drugem delu, torej našli, ko pa nekako začnemo razmišljati, vsaj jaz, moja logika gre nekako tako, ko mi nekdo reče, povečana športna aktivnost, prvo prehransko dopolnilo, na katerega bi pomislila, absolutno magnezij, tudi, ker bom rekla, že dobro poznan, in najin prvi izdelek danes je Nutrilab kapsule Duo Magnesium. Mogoče Nives, zakaj govorimo toliko o tej pomembnosti magnezija? Nasploh, tudi ko smo aktivni na kakšnem drugem področju, komu bi priporočili ta izdelek? Ja, magnezij je v bistvu en tak mineral, ki ga, tako kot si rekla, že vsi dobro poznamo. Ogromno o njem govorimo in je en izmed mineralov, ki podpira naše mišice in pa naš živčni sistem, naše kosti
in je v bistvu na nek način esencialen. Kadar ga ne odnesemo dovolj iz prehrane, se lahko srečujemo z utrujenostjo, pa pri športnih aktivnostih z mogoče kako res mišično utrujenostjo, pa s krči, tako da mogoče tak za neko splošno populacijo, za vse, ki mogoče malo pozabljamo na mikrohranila, to pomeni sadje, zelenjava, pisana prehrana, da smo mogoče na tem področju malo zaspali, pa tudi mogoče ženskam v menstrualnem obdobju, vsaka v bistvu takšna, pri krčih podpora magnezija zelo dobro v bistvu pride prav. Ja, torej, če se res mogoče danes tudi malo bolj osredotočiva na ženske, vendarle govorimo o DM-ovem teku za ženske, omenila si, da lahko magnezij torej pomaga tudi pri menstrualnih krčih, seveda neka logika, če pomaga pri krčih, tudi menstrualni krči so krči. Pa tudi pri boljšem spancu, magnezij je tudi recimo en tak mineral, ki zelo dobro podpre regeneracijo in ljudje, ko ga recimo jemljejo pred spanjem, tudi opisujejo, da recimo dosti bolj trdno, dosti boljše zaspijo, verjetno zato, ker sprošti mišice in vse napetosti, tako da je v bistvu eno tako zelo praktično, tudi za vsakodnevno uporabo, prehransko dopolnilo, ki ga lahko vzamemo ali zjutraj ob obroku z vodo. Jaz recimo zelo rada vzamem dopolnila pri kosilu, ko se že organizem malo prebudi, ali pa tako, kot sem rekla, eni ga res zelo radi vzamejo zvečer za boljši spanec. Zdaj tukaj le kažem, da je tale magnezij v obliki kapsul. 60 kapsul je v tem pakiranju, mogoče lahko izpostaviva tudi to, da je tale škatlica oziroma ta količina nekako primerna, tudi če kam odpotujemo, ni prevelika pakunga, da bi jo človek lahko seveda pospravi v torbico kamorkoli in odnese s sabo tudi na DM-ov tek za ženske. Bi ti recimo priporočila, da ne vem, tudi pred samim tekom vzamemo recimo magnezij, pa potem po teku, mogoče celo imamo kakšno kapsulo pripravljeno za vmes, mislim, tiste, ki grejo na 10-kilometrsko traso, pa mogoče potrebujejo tudi vmes še kakšno tabletko, to boš ti povedala. Jaz bi mogoče sicer to obliko magnezija, pa to obliko prehranskega dopolnila priporočala bolj za redno uporabo. Tako da mogoče že par tednov prej, par dni prej, lepo redno jemljemo magnezij, da se naše telo privadi, da ima naše telo tudi dobre zaloge in vsega. Za bolj te trenutne primere, akutne primere, pa mogoče kakšne izotonične napitke, ki se hitreje in lažje absorbirajo v sam organizem, kot recimo kapsule. Potem tudi različne oblike magnezija. Nutrilab ima združene v bistvu dve obliki magnezija, oksid in pa citrat. In je v bistvu taka ena zanimiva mešanica, ki se približa samemu, rečemo temu, neki naravi našega telesa, da sprejema skozi v bistvu raznoliko prehrano različne oblike magnezija. Ne samo eno, tisto sterilno, ampak v različnih v bistvu živilih, vsakodnevnih živilih se magnezij pojavlja v bistvu v zelo različnih oblikah. In potem je naše telo navajeno v bistvu absorbirati te različne oblike oziroma pojavne oblike samega magnezija. V tem Nutrilabovem sta pa torej dve obliki, magnezija, to se pravi za boljšo absorpcijo, tako, zato tudi verjetno duomagnezijum. Mogoče še to, kar se tiče teh kapsul, tukaj nekje piše od 2 do 4 na dan, zdaj, če se predstavljava eno, bom rekla, povprečno žensko, staro tam nekje med 40 in 50 let, ki je recimo aktivna nekje 3-krat na teden in se zdaj tudi počasi že pripravlja na DM-ov tek za ženske, drage dame. Kaj bi rekla, koliko, 2, 4 po potrebi, koliko na dan? Jaz bi rekla mogoče nekje, da začnemo z 2, v primeru, da je neka normalna uravnotežena prehrana, če ni nekih večjih pomanjkanj. Če pa so recimo mogoče neke potrebe večje, če se mogoče ženska več poti, da ima mogoče malo večjo mišično maso, da je mogoče malo težja, da mogoče sama tudi opaža, čutim utrujenosti v mišicah, pogosto me krči, primejo recimo, potem pa 4 oziroma 3 do 4 kapsule. Odlično, hvala lepa. Naslednja tema, ki se ji bomo posvetili, zelo pomembna, nasplošno pri vseh športnih aktivnostih
in tudi nasplošno v življenju, je hidracija. Res to poslušamo na vseh nivojih, ne samo, kadar imamo tukaj takole osebno trenerko, ki se res pozna na te stvari. Dejansko, tudi ko govorimo o kakšnih lepotnih temah, ne vedno vsi prisegajo na to hidracijo. Kako pa je torej recimo samo hidracijo pred začetkom teka in koliko časa pred tekom je idealno začeti s hidracijo? Ker vemo pa, da po drugi strani pa ne želimo imeti pa polnega trebuha vode, medtem ko bomo tekli, pa se pa vse ni prijetno. Ja. V bistvu ena taka zanimiva, rečemo, tako bazična, osnovna potreba telesa, na katero se moramo toliko pominjati in jo toliko planirati, čeprav je v bistvu toliko esencialna, da bi nam mogla biti naravna. Tako da najprej jaz mislim, da je treba poskrbeti, da zadosti vode pijemo v vsakdanjem življenju. Tako. Da smo zadostno hidrirani, to vpliva na naša vezivna tkiva, na naše sklepe, na kvaliteto naših mišic, na kvaliteto našega treninga, na regeneracijo in vse ostalo. Potem mogoče na sam dan teka pa jaz pogosto odsvetujem, da se recimo prenapijemo same vode tik pred tekom. Lahko nas potem, tišči na stranišče, pa nas bo to oviralo, da se bomo mogli ustavljati. Spet neprijeten občutek, slabost v prebavi zaradi prepolnega želodca. Je pa mogoče bolj kot samo pitje vode, pri teku in športnih aktivnostih pomembno poudariti dodajanje mineralov zaradi potenja. In z potenjem v bistvu mi, poleg tega, da izgubljamo vodo, izgubljamo tudi soli in minerale iz telesa in v bistvu taki rehidracijski napitki nam pomagajo ravno pri tem. Jaz sem recimo tisti tip, ki rajš pijem manjšo količino vode, pa si mogoče pripravim nek bolj koncentriran napitek, da me ne zasiti preveč, da pa moje telo dobi v bistvu tista osnovna hranila. Potem mogoče, če upoštevamo, če bo vroč dan, je fajn, da pripravimo mogoče kako stekleničko vode več, da za samo hidracijo poskrbimo tudi po samem teku. Če smo nagnjeni mogoče k prekomernemu potenju, spet malo več pozornosti namenimo temu in še po teku poskrbimo za hidracijo, sicer pa mogoče upoštevamo občutek žeje, pa samo potrebo telesa med samim tekom, da tekočino potem tudi dodajamo. Named Sport, izotonični napitek, je nekaj, kar smo zdaj že malo med vrsticami predstavljali. Pravzaprav govorili sva res o tem, zakaj sploh poseči po izotoničnem napitku. Če je mogoče kdo še razmišljal, kje je sploh zadaj neka logika oziroma potreba po takšnih dopolnilih. Ampak resnično je lahko dehidracija nekaj, kar občutimo tudi zelo nazorno. Če mogoče izpostaviva nekaj najbolj splošnih, jasnih znakov, da vemo, da je naše telo pač dehidrirano, da smo zaužili čisto premalo vode. Ja, začutili bomo mogoče tako res suha usta, občutek žeje. Med samim športom bomo hitreje začutili v bistvu mišično utrujenost, odpoved mišic bo prišla prej, mišični krši bojo prišli prej. In če bi hoteli mogoče malo tako preventivno sami pri sebi preveriti, a pijem jaz dovolj vode, a ne pijem dovolj vode, lahko pa preprosto pogledamo barvo urina, ko gremo lulat. Res je. Najbolj preprosto, vse je jasno. In takoj veš, ne rabiš niti se sprepraševati, če nisi siguren, to pogledaš in te telo samo pove, ali si hidriran ali pa si dehidriran. Prejle si omenila, da ti nasplošno pred tekom oziroma med športno aktivnostjo ne maraš spiti količinsko preveč vode, da si prav zato rada pomagaš torej z izotoničnimi napitki. Ampak kakšno količino vode oziroma tekočine pa ne izpijemo, a je pomembno na to, preden gremo teč? To se pravi, ne vem, če sva zelo konkretni, ne vem, a je to pol litra? Neko splošno priporočilo kjerekoli aktivnosti bi bilo nekje pol litra vode na uro, recimo, telesne aktivnosti oziroma športne aktivnosti. Za ljudi, ki se bolj potijo več, mogoče nekaj ljudi malo manj. Bolj mogoče pomembno poudariti pa je, da nam v bistvu izotonični napitki povrnejo vse izgubljene vitamine in minerale, ki v bistvu izgubljamo skozi kožo s potenjem in ki jih telo porablja zaradi samega v bistvu napora. In v tem primeru recimo dodan magnezij, kalcij, C-vitamin, potem skupina B-vitaminov, ki jih v bistvu dobimo s tem, ko pijemo izotonični napitek. Mogoče tudi za vse, ki ne marajo recimo piti puste vode, ki imajo težave s pitjem, ne morem piti vode, ker mi ne paše okus. Mogoče zaradi namesto nekih umetnih okusov, sokov, en tak v bistvu izotonični napitek, ki
je bolj koncentriran in ima v bistvu tiste kvalitetne vitamine in minerale, še vedno ima pa recimo en tak prijeten sladek okus. Ne povem tudi, da je primeren za vegane in tudi za tiste, ki ste glutenčno intolerantni. Poleg tega pa, tukaj lepo zasledimo, da se priporoča pitje tega napitka pred in med športno aktivnostjo. Kako pa je s hidracijo po teku? Po teku je v bistvu mogoče bolj kot sama hidracija. Recimo, če smo med tekom dovolj poskrbeli, če se ne potimo preveč, je mogoče največ poudarka potrebno, v bistvu, največ je treba v bistvu dati fokusa na prehrano, da pojemo dovolj, da nadomestimo glikogenske zaloge. Nekaj se da z rehidracijskimi napitki, vseeno pa ne moramo v bistvu nadomestiti v bistvu nekega polnovrednega obroka. Za vse, ki pa mogoče v vročih dnevih izgubljajo več mineralov zaradi potenja, čutijo žejo, pa seveda lahko potem skozi dan nadaljujejo z pitjem rehidracijskega napitka. 3 odmerke lahko spijemo na dan, tako da s tem ne prekoračimo v bistvu nekega priporočenega dnevnega vnosa. Lahko tudi napitek bolj razredčimo, recimo, če bi radi zaužili večjo količino vode oziroma čez dan malo po malo pili pa dodajali tekočino, lahko pa seveda pripravimo tudi bolj koncentrirano dozico. Naj povem, da je recimo tole pakiranje, zadostuje za pripravo nekje do 20 napitkov po 500 ml, torej po pol litra. Poleg prejmete tudi bidon, tudi prej sva se z njime že malo hecali, saj imamo vsi kakšen bidon že doma, ampak nikoli jih ni dovolj. Eden je v avtu, eden, verjetno imaš kakšen. Pisarni, pa doma je kakšen. Tako. Jaz sem ful slaba s pitjem po kozarcih, moram priznati. Tudi jaz. Bidon, flaška, steklenička. Spomnite, ne? Zdaj pa moram nekaj narediti, če imaš to ves čas postavljeno zraven sebe. Skratka, torej tudi bidon prejmete zraven, pa mogoče še to, okus je pomaranča. Ti vem, da si jo že prav izkusila, jaz si bom pa zdaj dala duška, takole. Bi te pa poprosila, glede na to, da si ti malo bolj domača v teh stvareh, če mi lahko recimo ti pravilno doziraš, recimo koliko... Eno porcijo imamo nekaj 20 gramov, to je bila recimo ena jedilna žlica. Ja. Zdaj, glede na to, da ti ne mešaš izdelka v 500 ml vode, ampak imaš pač malo manjši kozarček, bi dale mogoče tak 1/3 žličke. Ja. Evo, izvoliš. Hvala lepa. Tako pa premešaš. Tako, zdaj bomo pa lepo pomešali. Najboljša stvar za mešanje teh napitkov so penilci mleka. Bravo, super ideja. Takoj premešaj, najlepše premešaj in grudice ne ostanejo. Mislim, drugače, jaz... Zdaj boš kar mešala. Bom, še malo bom pomešala. Veš, zato, da se res vse te granule lepo raztopijo, predvsem se pa zdaj veselim tega okusa. Rdeča pomaranča, saj tudi tako piše na pakiranju. Nives na zdravje. Tudi vam. Simbolično. Ni slabo, ne? Bi lahko pila tudi tak, ne zdaj sam za šport. Ja, dober je, zelo dober. Se opravičujem, ampak me je kar malo zaneslo. Odlično, všeč mi je, da ni presladko. Ja. Vse je nek okus je, ampak ni pa zdaj, da bi recimo še po tem, ko smo spili po ustih, zdaj imeli zelo intenziven, močen okus. Seveda, če vam je pa to všeč, si pa lahko prilagodite na način. Koncentracijo, manj vode in več samega napitka. Tako. 50-kratne točke, naj še enkrat spomnim na vse danes predstavljene izdelke o predhodni aktivaciji kuponov, tako da akcija, gremo aktivirati kupone, potem pa preizkusiti te super izdelke, ki jih danes predstavljava z Nives Orešnik. Nives, mogoče, kakšna je običajna reakcija telesa po neki fizični obremenitvi, ne nazadnje, tudi po DM-ovem teku za ženske, tiste, ki niso ravno vsakodnevne tekačice, bi znala imeti tudi malo muskelfibra, smo mi rekli včasih po domače. Ja, mišična utrujenost. Hvala lepa, ja. Oziroma neka taka zapoznela mišična bolečina, ki se prikrade tak dan po ali pa 2 dni po sami aktivnosti. Sicer mogoče začetnice, pa tudi mogoče vse tekačice, ki lovijo dobre rezultate, pa čas zaznajo v bistvu to neko občutek mišične bolečine oziroma obremenitve, pa same mišične poškodbe začutiti že med samim tekom ali pa takoj po teku, če je mišica res žeta in utrujena, ali pa potem kasneje v parih dneh po
sami športni aktivnosti lahko pričakujete. Upamo, da nekakih večjih bolečin, to je mogoče ena taka normalna bolečina, ki se je ni treba bati, ker včasih se kdo bolj kar prestraši. Kaj je zdaj to, ne? Kaj je zdaj to, ker me bolijo in dokler, ne bolijo sklepi nikakih neprijetnih, res pekočih občutkov, gre samo za, rečemo, muskelfiber, temu tako po domače, in ni neka strašna bolečina, je v bistvu bolečina, ki nam pomaga pri mišični izgradnji in je dobrodošla. To se pravi, v bistvu mi moramo mišico malo poškodovati, da lahko ona zraste, zdaj po domače povedano. Ja, tako nekako. Da se obnavlja in potem veča ali pa množi mišične celice. Mi da pa bomo zdaj govorili o izdelku, ki nam pomaga pri regeneraciji. Torej, ne, na tisti dan, ko bo nastopil muskelfiber oziroma mišična utrujenost, kot lepo reče Nives, bomo iskali nekaj, kar bi nam vsaj trenutno oblažilo. Recimo to, ko si me prej vprašala, a bi bilo praktično vzeti kapsulo, da imam med, pa bolj vzeti žepa. No, to bi bilo praktično za med. Ali pa takoj po. Dosti bolj, recimo, kot kapsula. Saj se hitreje absorbira skozi kožo. Lahko vam povem, da je Minuti magnezijevo olje z glukozaminom in MSM-jem. Bova malo kasneje razložili, kaj točno je MSM. Torej je dovolj lahka, da jo mogoče, zakaj pa ne, sploh če boste imeli kakšne te torbice, pa vidim, da so tudi že te tekaške majice ali pa hlače, ki se lahko kaj zatakne. Mislim, zakaj pa ne? Ta embalaža je absolutno dovolj lahka in majhna, da ne bi pa mogoče res komu prišla prav med tekom. Hvala, Nives, vidiš? Ja, pa po teku kako masažo, da se malo mišice se sprostijo, da se lepo, to v bistvu ni magnezijev, mislim, olje. Magnezijevo olje je v bistvu magnezijeva voda, ki da v bistvu en tak oljnat občutek. Zelo dobro akutno deluje, zelo dobro deluje pri mišičnih bolečinah in utrujenosti, zaradi tega, ker se v bistvu absorbira lokalno in tako je reši težavo. Prej smo omenila glukozamin in MSM sta tudi v tem magnezijevem olju Minuti. MSM, nisem še zasledila tega, mogoče če nam malo bolj razložiš. MSM je v bistvu ena oblika žvepla, ki je zelo popularna v zadnjih letih, ne vem, kakšen nisi slišala. Bila je zelo popularna dolgo časa kot prehransko dopolnilo pri ženskah, ki so si želele lepe čiste kože, pomlajevanja kože, zaradi tega, ker zelo pozitivno vpliva na vezivna tkiva. Tako je bilo zelo priporočljivo za rast las, za močne nohte. Povsod je bil MSM, v bistvu, kadar smo govorili o tej podpori koži in pa lasem in pa nohtom. V tej v bistvu kombinaciji z glukozaminom, pa z magnezijem, pa ravno tako v tej pravšnji formulaciji pa da v bistvu eno tak popolni pripomoček tudi za športne izzive. Ne samo za lepotne. Ja, torej zelo večfunkcionalna sestavina. Tukaj imam zdaj jaz magnezijevo olje v roki. Zakaj? Zato, ker bi se rada malo bolj spoznala samo strukturo, glede na to, da gre za nanašanje na kožo, če sem prav razumela. Mogoče preveriva še, kakšen von ima, če ga sploh ima. Si pripravljena? Čekaj, da mi kar tako. Tako, ja. Lahko. Ne bo že šlo v nič. Ja, to pa tudi. Ja, no, ti boš danes mogoče še kaj trenirati. Ja, ne, v bistvu zelo neutralen von. Ne bo motil parfuma. Ne. Zelo neutralen von. Mislim, kar se mi zdi, da je nasplošno nekako pri športni aktivnosti samo zaželjeno. Kakorkoli imamo, se veste, tisti, ki nas redno spremljate, jaz sem obsedena s prijetnimi voni, ampak ko gre pa za šport, se mi pa zdi, da ne iščemo to neko neutralnost. Ja, pa ti zdaj si nisi naškropila tega. Recimo magnezijevo olje ima eno tako tipično zanimivo lastnost, da ga v bistvu na koži čutimo tako kot eno, ne tako občutek prekrvavljenosti, mogoče rahlo srbenje, tako eno ščemenje. Se nekaj dogaja? Ja, se nekaj dogaja na koži, tako da to je mogoče ena taka še lastnost magnezijevega olja, ki zna mogoče koga presenetiti, ko ga bo prvič uporabil, ampak ne pomisli, da je karkoli narobe, to je v bistvu samo tipična lastnost. Tako se odzove oziroma zreagira na naši koži. Zdaj, če sva samo še zelo konkretni, torej, ko bomo imeli primer, ne vem, mišično utrujenost na noge in samo pošpricamo na noge. Ja, malo masiramo. Tako. In je to. Narejeno. Super, kljukca, to zdaj znamo, to razumemo. Še kakšna posebnost, mogoče kakšna omejitev, na kaj moramo biti mogoče pozorni pri sami uporabi, gre lahko kaj narobe? Pa jaz mislim, da načeloma ne. Treba je mogoče spet malo prebrati deklaracijo, prebrati vsak izdelek, da ga kupite.
Zdaj, mogoče še bile kakšne specifike, mogoče ne ravno nanašati na rane ali pa na kakšne občutljive predele kože, ostalo pa je čisto varna uporaba. V nadaljevanju pa nekaj, kar je bojda že v številnih domačih lekarnah, v moji sreči, vsaj za enkrat, če ne, ampak glede na to, da bomo danes poznali, da je tale izdelek idealen, tudi pri kakšnih športnih aktivnostih, zakaj pa ne. Patchline obliži ob bolečinah v sklepih in mišicah. Torej, deva najprej pogledati, kako je videti ta obliž, da si bomo mogoče lažje predstavljali, o kakšnem izdelku govorimo. 5 jih je v tej škatlici, kar pomeni nekako za 5 dni, če uporabljamo po en obliž na dan. Za 5 dni zapored, mogoče smo pri kakšnih malo intenzivnejših, daljših, pa večjih bolečinah. Vsak obliž 24 ur, 5 dni zapored in je potem občutek olajšanja po sami uporabi. Takole, mogoče da še pokažem, se ga da lepo odpre. Takole, kot vidite, pritrdi, jaz ga zdaj pač ne bom pritrdila na kožo, ampak absolutno gre tukaj tudi za ta higieničen vidik, da lepo odstranimo plast po plast, nalimamo na kožo in potem enostavno odvržemo. Tudi iz kože se ga da enostavno odstraniti. No, ne samo nanesti. Ti bom verjela. To bo marsikoga zanimalo. Tako, ti bom verjela, ne brez depilacije. Torej. Povej mi, mogoče kot preventivo bi ga ti uporabila med samim tekom? Bi šlo? Jaz ga mogoče ne bi nanašala preventivno, če ni bolečine. Bi ga pa mogoče spravila nekje s sabo. Ja, da če se bolečina pojavi, da ga takrat potem nanesemo na samo mesto. Lahko na kak, ne vem, razbolel sklep, vneto mišico, razbolelo mišico, mogoče za naše tekačice ženske v primeru menstrualne bolečine. Oziroma, kjerkoli tak, v bistvu, kadarkoli rabimo v bistvu nek občutek olajšanja. Arnika in hudičev krempelj, sta tukaj le prisotna kot sestavini. Vemo, da so te sestavine, ki nekoliko tudi poživijo oziroma pospešijo mikrocirkulacijo, kar je absolutno plus. In to je tudi tisto, kar občutimo potem po navadi, kadar uporabljamo mogoče tudi kakšne hladilne gele ali podobno. Nekaj, kar dejansko malo sproži in poživi naš... Podpre telo in same reakcije znotraj telesa. Veš, kaj sem razmišljala? Danes veliko res govoriva o teku in tako, ampak a so še kakšne, bi ti kot osebna trenerka priporočala še kakšne druge oblike vadbe za pripravo na sam tek? Ja, zdaj recimo, če se navežem, ko smo govorili ravno o bolečinah, ena dobra preventiva proti bolečinah je tudi vadba za moč. Torej, da se sklepi ne preobremenijo, da imamo dobro mišično podporo, in da smo v bistvu na sam tek dobro pripravljeni. Tudi sama aktivacija recimo mišic pred vadbo, lahko je recimo vadba za moč tudi vključena v tekaški trening, pred samim začetkom teka, da se mišice aktivirajo z v bistvu zadostno mišično maso, z vadbo za moč, s katero vplivamo v bistvu na zadostno mišično maso, med drugim tudi na kostno gostoto, pa bomo telesu zagotovili razbremenitev sklepov in v bistvu zadostno podporo katerikoli v bistvu fizični aktivnosti in športu. Mimogrede, katere so po tvojem mnenju najpogostejše bolečine, s katerimi se srečujejo tekači? Bi izpostavila kakšen specifičen sektor mišic? Mišic ali pa vezivnih tkiv, kakšna vnetja vezivnih tkiv, vnetja tetiv, pa dobro, tudi vnetja mišic, ki privedejo potem tudi do bolečin, recimo v sklepih čudimo bolečino, tekači bojo pojamarali v bolečih kolenih, gležnih, pa tudi kolkih, včasih tudi ledven del hrbtenice, v bistvu vsi ti glavni sklepi, ki so na udaru, v bistvu pri gibalnem vzorcu teka. No in pri takšnih in podobnih bolečinah nam pomaga tudi Nadol Forte, prehransko dopolnilo, ki nudi celostno podporo sklepom in hrustancu. Torej, kako se nam lahko pomaga, mogoče tudi pri prihajajočem DM-ovem teku za ženske? Ja, zdaj, naprimer, moče že splošno, če se naveževa na neko vsakdanjo uporabo prehranskega dopolnila. Vemo, da naše telo se pač s časom se stara, določene strukture se obrabljajo. V telesu imamo recimo vedno manj kolagena, ne samo tistega lepotnega kolagena, kolagena tipa 2, ki ga najdemo v Nadol prehranskem dopolnilu, ki v bistvu podpira oziroma ohranja zdrava in vitalna vsa vezivna tkiva, hrustance in pa sklepe. Dodane ima tudi vitamine C in D,
in v bistvu celostno podpira naše telo pri v bistvu tudi vsakodnevnih aktivnostih. Jaz mislim, da bi si vsak želel biti tudi skozi leta aktiven posameznik, se prosto gibati brez bolečin, ali gremo vrtnariti, ali se gremo igrati z otroci, ali si želimo, ne vem, nekaj pošportati skupaj, si želimo to izvajati v bistvu brez nekih omejitev in bolečin. Ja, tako da vsi tisti, ki ste imeli mogoče do sedaj v mislih, da je Nodol Forte primeren zgolj za mogoče starejše ljudi, ki se srečujejo že z nekimi bolečinami, ki jih pogojuje starost. Absolutno, danes tudi poveva, da je to odličen pripomoček za športno zelo aktivne tiste, ki imate torej lahko tudi zaradi obremenitve, zaradi športnih dejavnosti, težave s sklepi in hrustancem. Kakšna posebnost tega izdelka bi mogoče še kaj izpostavila, ker jaz bi te namreč povprašala po Boswellia. To je tudi tukaj notri. Kaj je to točno, Nives? Ja, Boswellia je pa v bistvu ena taka, mogoče že ti nisi slišala, ampak v področju vseh, ki raziskujejo v bistvu sklepe, pa vnetja, pa bolečine, ena taka sestavina, iz katere se prideluje olje, ki zelo blagodejno vpliva na vse v bistvu vnetne procese oziroma protivnetno deluje in je zastopana tudi v ajurvedski medicini. Odlično. Kot en tak naraven pripravek, ki podpira telo. No, skratka, še ena od tistih učinkovin, ki nam bo pripomogla k boljšemu čutju in torej boljšemu delovanju sklepov in hrustanca. Ga lahko uporabljamo vsak dan, kadar se tudi recimo ne pripravljamo na tek. Govorim seveda o prehranskem dopolnilu Nodol Forte. Ja, jaz bi rekla, da ja. Mogoče sploh vsi, ki smo mogoče v nekih zrelejših letih, pa mogoče če je kdo mogoče že malo nagnjen k temu, da je bil včasih, ne vem, profesionalni športnik, pa že čuti kakšne omejitve, pa bolečine, je to lahko v bistvu del neke vsakodnevne rutine. Kaj pa, če govorimo konkretno o teku, kako ga uporabljamo, ga vzamemo pred tekom, po teku, ali je to spet nek tek na dolge proge, a ne? Jaz bi rekla, da je to kar tek na dolge proge, no. Zdaj, da se ti spomniš na to, pa boš ga tisti dan začel jemati, je mogoče malo prepozno. Saj tudi vsaka stvar, sploh naše telo, rabi nek čas. Vezivna tkiba, sklepi, hrustanci v bistvu rabijo nek čas, da se ohranjajo, da se v bistvu vsa hranila, ki jih podpirajo, absorbirajo. In v bistvu ta obrava poteka v bistvu skozi celo življenje. Tako da ni nek v bistvu, rečemo, tisto prehransko dopolnilo, ki bi bilo za en dan, ampak je v bistvu nek življenjski sopotnik, ki nas lahko spremlja na dolgi rok. Nives, preden ti zaželim prijeten preostanek dneva in se ti zahvalim za super družbo, imam še eno vprašanje. V bistvu zdaj sprašujem še malo tudi o vašem imenu, zato ker verjamem, da vse tiste, ki boste tekle in so pihale tudi malo v klanec v parku Tivoli, daj mi povej, kako se psihično pripraviti recimo na trenutke, ker pride med tekom tudi moment, ko bi najraje rekli hvala lepa, hvala, pa kdaj drugič, ampak takrat je tisti moment, da lahko sebi dokažemo, da zmoremo, da lahko tudi stopimo iz cone udobja, takrat ponavadi najbolj napredujemo, tudi takrat se delajo mišice oziroma se kurijo maščobe, tako da tisti moment je ključen, da se vztraja. Kaj si reči takrat v tistem trenutku? A imaš ti mogoče kakšno posebno mantro, pa bi nam jo zdaj povedala, ne vem, ali poslušaš glasbo vmes, pa si daš takrat, ne vem, neko pesem, ki te posebej dvigne. Imaš kaj? Jaz rada tečem sama, pa me glasba v bistvu zelo motivira. Je pa mogoče dobrodošla v bistvu nek ta motivacijski faktor družbe, da se mogoče en drugega malo spodbudiš. Za samo soočanje v bistvu s temi kritičnimi trenutki bi pa jaz mogoče priporočala vsakemu, da že kdaj prej preteče neko dolžino, da se v bistvu sreča z različnimi v bistvu temi trenutki, da v bistvu tisti občutek, ko ne zmoreš, ali pa je to mogoče kakšna mišična bolečina, da se ne srečaš s tem prvič. Kako enkrat to prestaneš, potem veš, da je to. In potem bo naslednjič lažje. In te v bistvu prvič na teku ne šokira, ker si že navajen in dobro prepoznaš, kdaj lahko greš čez sebe, da lahko rečeš, ok, to je samo, zdaj moram še malo vztrajati in bom v bistvu prestala to in grem naprej. Znaš ločiti mogoče neke trenutke, ko si preutrujena, kdaj je treba reči, ok, zdaj malo pohodim, pa potem zatečemo, in kdaj se moraš
v bistvu samo motivirati in mogoče kdaj tudi prestopiti kako svojo mejo in prisiliti, ker načeloma z tekom pa z nekimi športnimi aktivnosti pridejo tudi v bistvu neudobni občutki, ki pa jih moramo sprejeti kot v bistvu del samega procesa. Ne bom rekla, ravno, da v njih uživamo, ampak jih sprejmemo v bistvu kot neko normalno fazo. Kot del procesa. Kot del procesa. Tako. Wow, bi še kar tekla beseda, ampak absolutno bomo o teku govorili tudi še 31. maja v Parku Tivoli takrat, a ne tudi že z nasmehom na obrazu, kajti verjamem, da za mnoge bo tisti trenutek, ko bodo prečkali cilj, res eno tako pravo zmagoslavje. Jaz držim pesti za vse vas, za vse nas, si pomahamo na tem lepem dogodku, predvsem pa vas povabim tudi v naslednjo oddajo DM Live, torej čez 14 dni, če sem čisto konkretna 20. maja. Govorili bomo o sončni kozmetiki, ja, tudi poletje je že tik pred vrati, zato je prav, da se še enkrat spomnimo in vas opomnimo na pomembnost SPF faktorja. Hvala lepa, ne pozabite aktivirati kuponov, 50-kratne točke veljajo do nedelje in pa seveda uživajte ter lep preostanek večera želim.